pričakovanja pred jutrišnjo tekmo? Lep pozdrav sem še z moje strani. Ne bi kaj preveč dolgo vezal, cilj je jasen, želimo osvojiti 3 točke, popraviti tudi tiste zadnje tekme in se ponovno vrniti v boj za to prvo mesto v skupini. Всех приветствую на пресс-конференции. Все, собственно, нам понятно, мы хотим исправить свои 3 очка и будем идти вперед и добиваться этой цели. Hvala lepa. Спасибо. Gremo kar z vprašanji za Andraža najprej. Вопросы, пожалуйста, для Андрея. Kako se počutite igralci po dolgem potovanju? Ste vsi v redu? Ja, res je bilo dolgo potovanje, ampak to ni noben izgovor. V končni fazi so tudi oni potovali dolgo, tako da počutje je odlično. Čaka nas še ena noč, da se spočijemo dobro. Jutri pa, tako kot sem dejal prej, po 3 točke. Вопрос был, как чувствуют себя ребята после перелета. Чувствуют себя хорошо, но нужна еще одна ночь, чтобы нормально отдохнуть, выспаться и завтра забрать свои 3 пункта. Okay, zdaj za naslednje vprašanje, če bodo kakšno vprašanje na domačih novinarjev, potem prevajamo, drugače pa drugače pa pač dalje v slovenščini. Вопросы со стороны наших спрашивают, есть или нет, а потом уже slovenski. Tako da kar nadaljujemo za slovenščino. Dražijo, koliko ste se ukvarjali s tem, pogovarjali, gledali, analizirali, kaj je šlo narobe v vodstvu, kjer so tiste glavne stvari, ki bi jih ti rekel, da je treba absolutno popraviti, oziroma da niso bile take, kot nas je Slovenija ni navadila v zadnjem obdobju, kar dolgem obdobju. Ja, dejansko nismo bili pravi v nobenem segmentu igre, v fazi obrambe, v fazi napadu, ni steklo, hitro smo prejeli zadetek, bili premalo agresivni, oziroma Norvežani bili bolj agresivni kot mi in to je pripeljalo do rezultata, kot je, ampak jaz sem 100% prepričan, da je bil to samo naš slab dan in da bomo jutri pokazali drugačen obraz. Naslednje vprašanje. Ta reakcija, ki jo gotovo pričakuje selektor, ki jo pričakuje javnost, bomo videli tako Slovenijo, kot jo v tem trenutku pričakujemo. Seveda. Pa še eno vprašanje, mogoče malo težje, tragedija, ki se te je tudi tebe dotaknila, ki se ti je zgodila v tem času, ko ste 3 fante odsotni, pravzaprav tam nadaljavo ste morali vse skupaj nekako niti ne prebaviti, ampak sprejeti, kako te je to prizadelo, pa kako za skupaj. Ja, Đorđa sem jaz poznal 3-4 mesece, ampak imam občutek, da sem ga poznal dosti dlje časa, izredno pozitivna oseba, dobrosrčna, vedno nasmejan, vedno izbijal šale v garderobi in bi ob tej priložnosti izrekel sožalje njegovi družini, ki verjamem, da jim je najtežje. Dejansko en dan si, jutri te ni, taki hudi tragediji šele vidimo, da so mogoče naši osebni problemi oziroma problemi vseh nas majhni. Tako da žal mi je res, da se je to zgodilo. Hvala. Hvala, da je to vzel za vprašanje. Gledam, še kakšno vprašanje domačih novinarjev za Andraža? Еще вопросы для Андража есть от стороны Казахстана? Potem pa nadaljujemo s... Jaz bi še enega. Ja, seveda. Andraž, vprašanje, Kazahstance ste septembra spoznali doma, visoko jih premagali, razmišljanje o različni igri v Stožicah in jutri. Mi ne smemo odstopati od naših principov, mi moramo igrati tako, kot Slovenija igra ponavadi, minus zadnja tekma, kjer nismo bili na dovolj visokem nivoju. S Kazahstanom se bomo zdaj pomerali že 4. v relativno kratkem obdobju, tako da ni nobenih skrivnosti med nami. Se pravi, enostavno bomo mogli biti jutri agresivni. Definitivno nas ne čaka lahka tekma in sem pa prepričan, da je kvaliteta na naši strani, tako da če bomo bili dovolj agresivni v obeh fazah, če bomo odvzeli te druge žoge in seveda, ko bomo imeli žogo v nogah, skreirali dovolj priložnosti, sem prepričan, da bomo vzeli vse 3 točke. Hvala lepa. Gremo za selektorja. Selektor, Lahko greš ti, Andraž. Selektor, pričakovanje pred jutrišnjo tekmo.
Dober dan. Jasno, da po slabem rezultatu in pa tudi po slabo odigrani tekmi je to še samo dodaten motiv in izhodišče za kvalitetno pripravo najprej in potem sigurno boljšo izvedbo. Da je Kazahstan doma in v gosteh drugačen, nam je jasno, ampak predvsem se moramo koncentrirati na svoje stvari, popraviti tisto, kar je bilo slabo in nadaljevati tisto, kar je bilo dobro. Saj na koncu koncev tudi na Norveškem smo imeli nekaj svojih priložnosti, ampak govor telesa in pa vse skupaj ni bil ta pravi kljub nekaterim dejstvom, ki se pa dogajajo v življenju in enostavno na to moraš biti pripravljen in to moraš biti sposoben procesuirati in odmisliti v tistem momentu, ko gre za tako pomembno tekmo, kot je bila tekma v Oslu. Hvala. Господин тренер говорит, что после игры в Норвегии все прошло не так, как надо, как ожидали. Он знает, что сборная Казахстана и дома, и в гостях играет совершенно по-другому, поэтому будут готовиться и к тому, что ребята будут играть намного сильнее здесь дома. Сделали свои выводы определенные после последней игры, и, конечно, они будут стараться их исправить, чем раньше, и чтобы сыграть хорошую игру и получить качественный результат. Gremo kar na vaše vprašanje. Dobar dan, dobrodošli v Kazahstan. Hvala. I can speak English? Yes, you can. Možda je na ruski, bo tako vidite. Ну как лучше? Как вам? Maybe okay, I will do it in English. I wanted to ask about the game specifically here, because from one side, Slovenia played against Kazakhstan very well, 3 wins in 3 games, but last time your team played in Astana, now it's in Almaty. What can you say about the pitch? Is it a big difference for your team, if it's artificial pitch or natural grass? And from the other side, you had quite a long flight, and the last 2 times when the teams played here and who came from Norway, it was Norwegian team Brann, they lost against Astana, and Norway national team couldn't score any goals here. So if you assume this also maybe as a problem for your team. Vprašali ste, pa ste si že kar odgovorili, tako da je meni pravzaprav nikaj dosti preostalo. Razlika je v igriščih, umetna podlaga ali pa prava trava, teren moramo zdaj komaj pogledati. Dejstvo je, da dolgi leti niso dobenemu v dobro, ampak tudi Kazahstan se je sicer po malo krajši poti, ker imajo veze, se vrnili iz Avstrije, ampak vse so to neke stvari, o katerih sicer razmišljamo, ampak upam, da ne bodo imeli jutri vpliva na potek tekme. Обо всех этих вещах мы, естественно, думаем. Конечно, вы задали вопросы сами, на него же ответили, что искусственная трава – это одно, а настоящее поле – это другое. Да, конечно, мы берем в расчет то, что долгие перелеты – это трудно, это сложно, но все равно будут действовать в этом. Последнее вprašanje. Вы уже... Добрый день. Dober dan. За последние 1,5 года вы уже 3 раза сыграли со сборной Казахстана. Наверняка уже кого-то можете отметить в составе сборной. Кто-то вам запомнился. И такой вопрос: стала ли сборная Казахстана слабее за этот год? Потому что 2-1 в прошлом году было в Стожице и 3-0 вот недавно. Исходя из результата. Или все-таки это тогда давление было на вас большое и вы играли более аккуратно? Že sem 3-krat igral s Kazahstanom tekme. Vprašanje je, kako mislite, a je Kazahstan kaj slabši? Mislim, za zadnje 3 igre. In v Stožicah, ki ste igrali, bilo je 2-1. V Astani je bilo 2-1. V Astani. V Astani in v Stožice je bilo 2-1. Kaj pričakujete v Almaty?
Se pravim, sigurno, da tudi kazahstanska reprezentanca z novim selektorjem išče neko svojo pot, ampak jaz dobro poznam reprezentanco, ker smo že tolikokrat igrali med sabo. Jasno je, da na domačih igriščih je kazahstanska reprezentanca drugačna in močnejša, agresivnejša. Pričakujem absolutno težko tekmo in če se ne bomo odzvali na pravi način, lahko reprezentanca Kazahstana povzroči težave vsaki reprezentanci, tudi proti Norveški so odigrali zelo dobro tekmo tukaj v Almatiju. Говорит, что знакомы со сборной Казахстана очень уже долго, и в связи с новым тренером казахстанская сборная, по его мнению, ищет свой какой-то путь. Конечно, как уже говорил, что на родных полях сборная Казахстана играет более агрессивно, более мощно, и уверен, что будет сложно, что казахстанская сборная также может дать отпор не только Словении, да, но и любой другой команде. То есть они очень на домашних полях очень агрессивны. Hvala, nadaljujemo zadnje vprašanje, smo tam imeli še v domačega medija. Последний вопрос. Potem pa nadaljujemo v slovenščini. Добрый день, здравствуйте. Вы сказали то, что Казахстан дома, в гостях абсолютно разная команда, плюс добавок к этому наш тренер решил поменять схему. Успели ли изучить и какие завтра сюрпризы вы подготовили? Спасибо. Правите да je Kazahstan z novim selektorjem, da su promijenili način igre, ne? In fan pravi, da su zamenjali sistem i šemu stroja, ne, na igrišču. A ste kaj uspeli to izučiti in kaj pričakujete? Ja, videli smo, da so v Avstriji igrali v nekoliko drugačni postavitvi, čeprav principi so bili in v fazi branjenja in v fazi napada zelo podobni, zelo disciplinirani so, zelo gosti, poskušajo s hitrimi prehodi priti v zaključek in to so sigurno dobre karakteristike kazahstanske reprezentance. Tako da časa med eno in drugo tekmo je zelo malo, mi smo posvetili bolj ta čas svojim problemom, ampak vse pravim, vsaka tekma nosi nov izziv in jaz delam na tem z svojim strokovnim štabom, da pripravimo ekipo na težko tekmo, ki nas čaka jutri. Со своим опытом тренер славянской сборной, он говорит, что мы готовимся к сложным моментам. И в связи с тем, что между играми было очень мало времени, то есть они не успели прям кардинально сесть и изучить, потому что занимались личными там, своими вопросами внутри команды. Вот. Но как он говорил, что в связи со сменой постановки, да, на поле, команда, да, немножко изменилась, но все же основные моменты, они остались практически одинаковые. То есть они все равно хорошо и густо играют в защите. Вот. Ну и, соответственно, в нападении тоже идут вперед. Hvala lepa, še kakšno vprašanje v slovenščini? Dobar dan, selektor, lep pozdrav. V Oslu ste govorili, da boste nekako pričakovali reakcijo in da če bo ta dobra, da bi lahko celo tista tekma, tisti rezultat, tisti način celo prišel prav, da se zgodi v pravem trenutku. Zdaj, glavno reakcijo bomo seveda videli, ko bo tekma, ampak vi pa te reakcije te že poznate. Ste doslej zadovoljni s tem, kako so se fantje odzvali in na vaše kritike, na vaše besede in tudi te, kar ste videli na nekem treningu, na poti zdaj po tega? Dobro, jaz kritike, normalno, da si doben od nas z malo načelom ne zasluži dobene pohvale za tistim, kar smo pokazali v Oslu. To je bil samo nek realen komentar na zadeve, ki pač so nas pripeljali do tega rezultata. Zdaj trening bo šele pokazal, kako to izgleda na igrišču, kakšne posledice je pustila tudi tekma, ker nekateri igralci imajo probleme tudi z poškodbami. Reakcija mora biti od nas vseh, je določena čudna atmosfera okoli, ampak gledajte, tale reprezentanca ni od včeraj do danes, ni se naredila v 3 dneh in na nas je zdaj, da poskušamo
smer, puščico, kazalec, kakorkoli hočete, usmeriti v pozitivno stran. To je Liga narodov, to so tekmovalne tekme in tukaj šteje vsak rezultat. Je pa jasno, da že sam kader, ki je zelo, zelo premešan, pušča neke probleme, ampak se pravi, tako kot smo izgledali v tistih osnovah v Oslu, tako nima šans tudi proti manj kvalitetnim nasprotnikom, kot je bila v četrtek Norveška, ki je bila res dobra, ki je pokazala vso svojo kvaliteto, ampak kot ponavadi razmišljanje so o naši reprezentanci, spoštljivo do vsega, ampak mi imamo nekaj problemov, ki jih moramo rešiti na takšen ali pa drugačen način, ne? In to zavedanje fantov, tudi komentarji, pa to lahko govorimo, marsikaj tu na igrišču je treba pokazati in zdaj smo tudi v nekem delu sezone, kjer tudi vsem v klubih ne gre dobro in vse to skupaj zdaj treba spraviti pod neki imenovalec, neke odgovornosti, ko si damo na sebe dres slovenske reprezentance in na igrišču in v igrišču. Boste uspeli to čudno atmosfero, ko si pravite, samo nekako otresti sebe, ali mislite, da bo potrebno kakšen resnejši reset v tem pogledu? Jaz upam, da je to stvar momenta, stvar trenutka, ki se dogaja v življenju, vse sem rekel. In dejstvo je, da verjetno smo mi vsi skupaj vedeli, da ne bo vedno samo lepo in vse skupaj. In jaz vedno pravim, da tako kot neka nepotrebna euforija pri dobrih momentih, tako treba tudi v slabem momentu, ki je absolutno bil v Oslu, ostati objektiven, samokritičen, predvsem pa vedeti, kako dalje. In to je zdaj s prstom kazati nazaj, to je brez veze. In tako kot pravim, da je treba nehati pripenjati medalje in slaviti evropsko prvenstvo in dobro serijo, ok, vse je to lepo zapisano in to, ampak mi živimo od danes, mi živimo od prihodnosti in v to se moramo usmeriti, koncentrirati in pa na tem delati. Hvala. Hvala. Še kakšno vprašanje? Gospod selektor, dajmo, da ne boste šli preveč v vaš načrt, kar se taktike postavitve tiče za jutrišnjo tekmo, ampak vendarle, ko govorimo o neki reakciji, novi energiji, razmišljate tudi recimo o novih igralcih, zdaj kader je, kakšen je, vemo, da so težave, koliko lahko recimo za jutri tudi kadrovsko še osvežite? Ja, jasno je, da kdorkoli je bil poklican v reprezentanco je zato, da igra, če v tistem momentu, ko je in meni je prav malo mar, ali je to 90 minut ali 5 minut, igra se za slovensko reprezentanco. Dejstvo je, da imamo nekaj vprašajev, nekaj bomo poskušali oziroma smo reševali v nekih individualnih pogovorih, tudi za skupno analizo, ki je bila del namenjena in Norveški, del Kazahstanu. In potem bo treba sprejeti neko odločitev, ki nas bi naredila boljše, ampak jaz mislim, da tu niso zdaj pomembne samo te kadrovske spremembe, ampak je celovit pristop, je treba biti boljši in na tem je treba delati in o tem je treba razmišljati. Razmišljati o takšnem pristopu, kot je bil prejšnji mesec v Ljubljani proti Kazahstanu, z dobro igro, z agresivnostjo, za druge žoge, prekinitve. Ja, ta tekma je pokazala, da smo bili dokaj razigrani, igrivi, z dobro idejo, da smo jim malo pustili in sigurno je to neko razmišljanje v to smer, ampak jasno je, da bodo tudi oni se pripravili na nas. To je pač zdaj, kdo je sposoben vse te težave, ki jih imajo tudi oni so izgubili tekmo v četrtek, pač prenesti. Mi smo se, hočeš nočeš, postavili v neko vlogo ne favorita v tej skupini, ampak nekoga, kaj je samo po sebi umevno, da smo pač na vrhu. Nič ni samo po sebi umevno. Umevno je takrat, če si to zaslužiš na igrišču in če to dokažeš na igrišču. Vse ostalo je neka besedičenje, ki ne nosi ničesar. Jaz sem zdaj v koncu, mi dovolite, zelo vesel, da je skoraj da že uspelo naši mladi reprezentanci in jim res čestitam. To njihov pristop, to njihova skupna ideja in ta pozitivna klima so dali en velik rezultat za slovenski nogomet in vse to je dobro in vse to so pozitivne zadeve, ki jih rabimo vsi skupaj v slovenskem nogometu. Svoje moramo zdaj narediti tudi mi in če nisi na nivoju, si takoj kaznovan, ker zdaj se govori drugače o Sloveniji kot pred letom ali pa pred 2 leti. Mi smo bili na Evropskem prvenstvu in mi nosimo neko
breme ekipe, ki je dobra, proti kateri je dobro zaigrati. Postavili smo si letvico zelo visoko, jaz pa ne hodim rad pod letvico, jaz rad hodim čez letvico, stopim. In zaradi tega je tu izziv izredno velik. Pa kdorkoli je na igrišču in kdorkoli je ob igrišču, mene te zadeve več se ne dotaknejo. Jaz sem čez 60 in jaz sem dal svašta skozi. In jaz gledam na to vse skupaj realno, vsakemu želim dobro, ampak predvsem želim sebi in pa tisti skupini ljudi, s katerimi delam. Hvala lepa. Je to še kakšno vprašanje? Potem hvala lepa. Hvala.